Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Vroča tema v podkastu na spletnem portalu domovina.je. Ta teden se je v Ljubljani odvrtel opozicijski protivladni protest. Ustanavlja se nova poslanska skupina nepovezanih poslancev. Že pred časom seveda se je ustanovila nova stranka na desni sredini ali pa na sredini, kot kdo že želi to videti, Demokrati. Skratka, leto dni pred volitvami se zdi, da postaja vse bolj živahno, da se začenjajo tako v opoziciji kot tudi v vladni koaliciji počasi pripravljati na naslednje volitve. Kaj bo zaznamovalo to leto pred volitvami? Teme, ki jih bomo naslavljali tudi v luči, lahko rečemo, mednarodnega incidenta, ki ga je s svojo namero pogajanja z Rusijo o usodi Ukrajine mimo Evrope sprožil Donald Trump. Skratka, polemik in debat ne bo manjkalo tudi na to temo. Naša gostja nocojšnja je Eva Irgl, dolgoletna poslanka SDS-a, zdaj članica Demokratov, pravzaprav podpredsednica stranke Demokratov, tudi namestnica nove politične skupine v Državnem zboru, torej poslanske skupine nepovezanih poslancev. Pozdravljena na Domovini. Pozdravljeni in hvala za povabilo, sem vesela. Pa najprej samo eno vprašanje, ne? Zelo redko vas vidimo nastopati v javnosti. Zakaj vas ne vidimo več? Ja, vse nastopi ob svojem času. Najboljše stvari očitno je treba dozirati zelo počasi in ob pravem času, potem so najboljše. Zdaj, če se vrneva k temu, kar sem povedal, ne, se pravi ta skupina nepovezanih poslancev, to je zdaj uradno, že ste ustanovljeni ali niste? Kolikor vem, ko sem nazadnje preverila in celo naredila en screenshot, je poslanska skupina nepovezanih poslancev. Jaz rečem poslanska skupina stranke Demokrati ustanovljena. No, sej, uradno se imenujete pač skupina nepovezanih poslancev. Tukaj sta tako Gibanje Svoboda kot SDS, obe največji parlamentarni stranki, se strinjali, ne, da vi ne morete biti demokrati. Kako se to vidi? Glejte, jaz iskreno se s tem ne obremenjujem preveč, zaradi tega, ker menim, da je potrebno predvsem pokazati nek nov način delovanja v političnem prostoru. To mi kot demokrati prinašamo. Mogoče bomo v nadaljevanju kaj več lahko rekli o tem, ampak menim pa, da gre tukaj predvsem za malo nagajanje novi politični opciji, ki ima zelo veliko perspektivo na političnem prizorišču. Ampak sprejmete argument, recimo, da se ne morete imenovati Demokrati, ker ta stranka s tem imenom še ni nastopila na volitvah, oziroma ko ste vi prišli v parlament, ta stranka še ni obstajala. Naj vas najprej popravim, Demokrati in pika. Mi smo demokrati, pika. Ampak odgovor na vprašanje je kakšen? Vprašanje je bilo? Torej, sprašujem, ne, a sprejmete argument, seveda, in Svobode in SDS-a, da pač se tako ne morete imenovati, ker ta stranka še ni obstajala, ko so bili vaši mandati podeljeni. Obenem pa lahko rečem, da je tudi Zakonodajno-pravna služba pa jasno povedala, da glede na poslovnik in glede na postopke v Državnem zboru bi se naša poslanska skupina morala imenovati Demokrati. Kaj pričakujete zdaj, da bo drugače, odkar boste poslanska skupina nepovezanih poslancev? Kako se bo delo spremenilo v primerjavi zdaj, ko ste bili samostojna nepovezana poslanka? Ja, zagotovo bomo lahko, jaz vsaj upam, no, da nam bo omogočeno to delo, da bomo lahko delali v delovnih telesih. Zdaj, kot veste, to nismo mogli. Prav tako upam, da bomo lahko bistveno več pridali k razpravi. To so tisti ključni momenti, o katerih jaz želim, da stranka Demokrati se zelo jasno pozicionira. Moramo vedeti, da smo v situaciji, ki je zelo zahtevna, ne samo v Sloveniji, ampak tudi svetovno. Tukaj imamo geostrateški položaj, ki zahteva, bom rekla, neko mero preudarnosti, predvsem pa pogledati na neke stvari malo drugače. In mi kot demokrati lahko zagotovo tudi v zakonodajni postopek zdaj kot poslanska skupina pripeljemo nekatere rešitve, za katere jaz osebno menim, da so nujne. Tukaj govorimo predvsem o 4 ključnih zadevah: boj proti korupciji, zdravstveni sistem, debirokratizacija, digitalizacija, ta je nujna, predvsem pa varnost. Varnost se mi zdi ključna, kajti živimo v zelo bom rekla, neizprosnih časih in varnost na vseh
področjih je izjemnega pomena. Pričakujete tudi tukaj kaj nagajanja, ne? Pri možnosti vstopanja v delovna telesa? A veste, da jaz se pravzaprav s tem ne ukvarjam, ker raje usmerjam energijo v tisto, kaj lahko dobrega naredimo za ljudi in kako uspešni bomo pri tem. In se mi zdi, da če vlagaš energijo v nekaj, kar ne gradi, ampak bolj ruši, potem postaneš del te igre tudi sam. Jaz si pa želim, da mi gradimo, da povezujemo, da sodelujemo, da delamo neko širino politično, predvsem pa, da dajemo Slovenkam in Slovencem občutek, da lahko v tej državi živimo bolj povezani in tudi bolj srečno. Mi nujno potrebujemo nek balans, torej ravnovesje znotraj vseh sistemov. Ste trije, še vedno, a se vam bo pridružil v naslednjih tednih še kdo? Zdaj Tine Novak iz Gibanja Svobode je prišel, ne? Ampak recimo Matej Tonin je na X-u namigoval Janezu Janši, ko sta imela nek duel, kar nekaj jih je bilo v zadnjem času, ne, da še kdo prihaja. Po drugi strani se piše, da morda prihaja še kdo iz Svobode. No, glejte, jaz moram reči, da prvič niti ne berem vsega, kar nekdo napiše na Twitterju, ker kot že rečeno, se mi zdi, da lahko energijo vlagam v bistveno bolj pomembne stvari in zadeve, ki so pred nami. Ampak lahko pa rečem, da jaz nisem opravila nobenih pogovorov v tej smeri. Zagotovo pa se pogovarjam z kakšnimi poslanci, predvsem o tem, kako je potrebno spremeniti način delovanja v političnem prostoru, in se mnogi strinjajo, da politika zob za zob, napad na napad, sovraštvo na sovraštvo, žaljivka na žaljivko, da to je zgodba, ki bom rekla, ki zahaja, in da je v tem trenutku potrebno narediti zgodbo, ki bo delala na večji politični širini in tudi na sodelovanju. Te zadeve bo še in to bom rekla, da pa zelo tli, ne samo med poslanci, če tako rečem, tisti, ki se zavedajo tega momenta, da ga bo potrebno narediti, ampak predvsem to tli na terenu. To pa jaz opažam, veliko hodim po terenu, veliko se pogovarjam z ljudmi in prvič se mi zdi, da so začutili, saj tako povedo, da so nekako pa prej niso bili recimo politično udejstvovani, niso bili del politike, niso bili niti ne člani nobene politične stranke. Pa danes rečejo, da so prvič dobili neko stranko, s katero se lahko povežejo in dejansko rezonirajo z njo, oziroma čutijo, da so to stvari, ki bodo dvignile nivo družbe na višji nivo. Ja, bova do tja še prišla, ne? Zdaj, če se vrneva nazaj k tretjemu članu te vaše poslanske skupine nepovezanih poslancev, ki je prišel iz Svobode, Tine Novak, ne, tako je kasiral, ne, svoje na spletnih medijih, recimo temu blizu kabinetu predsednika vlade, Vesni Vuković, nekdanji sekretarki, Primož Cirman konkretno, ne. Je pisal na nek podoben način, ne, so se lotili zdaj njega, kot so se tudi vas, ne, nekateri drugi mediji, ne, da ste bili pač izvoljeni na neki drugi listi, in da pač ste zaradi uspeha stranke prišli do tega mandata. Skratka, tudi Tine Novak je bil zdaj tega deležen. Koliko poguma je bilo potrebno zbrati, da je izstopil iz največje vladne stranke? Najprej to kaže, da sta največja vladna pa največja opozicijska stranka zelo dobro usklajeni pri svojem delovanju, pravzaprav, da imata podoben način delovanja. To je prvo, kar lahko rečem. Drugo pa, jaz mislim, da vsak, ki stopi v politični prostor, se mora zavedati, da bo vedno pod nadzorom, bom rekla, medijev, ljudi in to mora nekako sprejeti. Je pa to težko, ni vedno lahko in tudi jaz sem mogla iti sama skozi kar precejšnje preizkušnje, kar pa zadeva Tineta Novaka, mojega sedaj poslanskega kolega novega. Jaz sem zelo vesela, da se nama je pridružil. Mislim, da smo ujeli nek občutek, kaj ta država potrebuje in da se tukaj zelo dobro razumemo. Tudi on kot poslanec sicer ni bil tako izpostavljen, če tako rečeva, ni toliko razpravljal, ampak je pa zelo veliko naredil tudi za področje Pomurja, od koder prihaja. Verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. Obenem pa lahko rečem, ja, za to je potreben pogum, ampak tukaj je pokazal predvsem, da če
veš, kaj želiš, potem lahko takšen korak tudi dejansko storiš. Ne glede na to, koliko polen ti mečejo pod noge, kaj govorijo o tebi. Če veš, da je nekaj dobro za Slovenijo, boš to naredil. Namreč Primož Cirman je šel še korak dlje, saj se do zdaj sploh ni kaj dosti v parlamentu oglašal, če je res imel namero nekaj dobrega narediti za Prekmurje. V tem smislu, slava ne šele zdaj, ko je prestopil. No, glejte, slava se nekje začne, a ne? Ampak jaz mislim, da moj kolega Tine Novak, da njegovi časi še prihajajo in da bo v okviru stranke Demokrati oziroma poslanske skupine, ki zastopamo stranko Demokrati, svoje delo zelo dobro opravil in mogoče se bo lahko zdaj tudi malo bolj razbremenil, bo mogoče tudi, bom rekla, lahko dejansko pri sebi mogoče začutil, da bo lahko več povedal in bo na tem področju tudi aktiven. Se pravi, v tistih delih, kjer sam smatra, da lahko doda neko dodano vrednost k razpravi. Jaz sama zelo cenim poslance, ki so aktivni poslanci, ki bom rekla, ne govorijo za vsako ceno, ampak govorijo takrat, ko začutijo, da lahko dodajo neko dodano vrednost sami razpravi. Ne pa, da v nedogled ponavljamo, se obmetujejo z ene strani na drugo stran. To zame ni razprava. Jaz mislim, da ta prostor ponuja bistveno več, kot smo mi sploh si sposobni priznati v političnem prostoru. Zdaj, če se vrneva k tem mandatom, je SDS, Janez Janša nekako so in vam in gospodu Logarju očitali, da pač ste bili izvoljeni na listi stranke, da bi bilo zdaj pošteno, da ta mandat vrnete. Kako gledate na te pozive? V luči nekih preteklih dogodkov, recimo, a gre za dvojna merila, ko vemo, da je recimo gospa Ivanuša prišla v SDS iz SNS-a, pa ni vrnila mandata Zmagu Jelinčiču, skratka, a gre tukaj za čisto politiko? Pa ste že sami odgovorili, ko ste pokazali na primeru različnih ravnanj. Drugače pa poslanci smo odgovorni vsem ljudem po ustavi in jaz sem vedno delala v korist ljudi in tako bom nadaljevala tudi v prihodnje. Pa vendarle, a mislite, da v Vipaji vašo odločitev za samostojno politično pot podpirajo, če gre recimo tam v veliki meri za volivce SDS-a? Ne samo, da jo podpirajo, jaz občutim, da jo zelo podpirajo. Mogoče se to še ne kaže tako javno jasno, ampak v pogovorih, ki jih jaz imam, ko pridem na teren, pa to začutim in sem zelo vesela in ponosna na to. Jaz sem v vseh teh 20 letih veliko naredila skupaj seveda z vladami, z različnimi vladami, še posebej pa seveda z vlado Janeza Janše. Veliko stvari za Vipavsko dolino in vem, da ljudje to cenijo in spoštujejo. Čutijo pa tudi, da ta nova politična moč, nova politična formacija in stranka lahko prinese tudi nekaj nove energije v ta, bom rekla, tudi že kar precej zatohov, pa tudi zelo polarizirajoč prostor politični. Ja, vse o tem bodo povedali ljudje na volitvah, do tja je še več kot leto dni. Zdaj gledalce zagotovo zanima, kje je bila tista prelomnica? 20 let je dolga doba, koliko? 5 mandatov? 6. 6, ja. Ta je 6, tako bom rekla. Ja. Zakaj ravno zdaj, po 20 letih? Zakaj ravno zdaj ta odhod iz stranke SDS? Znotraj katere ste vendarle dolgo časa sodelovali, očitno zelo uspešno. Ja, glejte, moja odločitev, da po 20 letih izstopim iz članstva SDS, ni bila lahka v tistem delu, ko govorimo o čustveni dimenziji. Se pravi, o povezanosti z ljudmi, z nekaterimi posamezniki smo zgradili mnoge lepe zgodbe in jaz sem hvaležna tem posameznikom. Obenem je meni stranka veliko dala, ampak sem tudi jaz veliko dala stranki. Jaz sem vodila praktično skoraj vse kongrese te stranke, tudi druge prireditve. Ljudje so me začutili tudi kot človeka, vedo, kako funkcioniram, kako delujem. Ampak tisto, kar je bilo pa, ko pa govorimo o neki politični dimenziji, je bila pa odločitev zame lahka. Ni bila težka in se je zgodila v meni oziroma je dozorela naravno. Je zvrela nekaj časa?
Seveda gre skozi samo spraševanje, ampak samo spraševanje, ki je vezano bolj na vprašanje čustvene dimenzije. Ko pa govorimo o političnem segmentu, je pa to ravno tako dozorevalo, ker jaz sem na marsikaj opozarjala tudi znotraj poslanske skupine, nekdanje poslanske skupine, ampak potem, ko sva imela pogovore z Anžetom Logarjem o tem, kako je potrebno v ta prostor pripeljati več politične širine, če se omejim samo na to, pa neko drugačen pristop in drugo energijo, se je pa zgodil v meni ta premik in ta prelom, da sem rekla, da v tej konstelaciji se politični tega ne zmoremo doseči, lahko pa z neko novo formacijo in delamo potem za skupno dobro v političnem prostoru. No, zdaj ob odhodu ste to vse že na nek način povedali, ne, da je čas za povezovanje, da je treba preseči tudi ta dialog, lahko bi rekla, razklanosti, s katerim se sooča ne samo politika, ampak slovenska družba. Kot celota, ja. Ampak zdaj, očitate torej bivši stranki, da je prispevala k tej razklanosti, kajti bili ste del te stranke toliko časa? Glejte, jaz nikomur nič ne očitam, vidim pa, kaj se dogaja in imam svoje mišljenje, razmišljanje, mogoče tudi danes z distance lahko še na nekatere stvari drugače pogledam. Jaz tukaj ne govorim o nekih rešitvah za državljane, ampak govorim predvsem o drugačnem načinu delovanja. Ta pa se zagotovo razlikuje način delovanja demokratov od moje nekdanje stranke. Ampak s tem ni nič slabo, vsak se pač odloča, to je stvar izbire, kako bo ravnal, kako bo v določenih situacijah reagiral, kakšen pristop bo zavzel. Jaz se zavzemam predvsem za to, da bi znali znotraj družbe oziroma da bi se zavedali, da smo vsi del celote, da več kot pridamo pozitivnega vsak k tej celoti, bolj se dvigujemo kot družba. Če pa bom rekla, delujemo na ločevanju, na razdvajanju, na negativnih občutkih, potem seveda družbo vlečemo navzdol in potem ta družba ne more prosperirati tako, kot bi si želeli. Ker mi imamo, če lahko to rečem, bistveno večje potenciale, kot si upamo priznati in kot dejansko jih lahko zdaj, bom rekla, uveljavljamo. To se je videlo recimo tudi, ko smo veliko hodili po terenu že z društvom Platforma sodelovanja. Veste, da je bila to formacija, ki je še danes nekakšen think tank, če tako rečem, ali pa mislišče dobrih, konstruktivnih, strokovnih idej tudi za našo stranko Demokrati. In ko smo hodili po terenu, sem jaz opazila, kako župani zelo čutijo, da bo potrebno narediti premik in da bo potrebno predvsem narediti premik iz polarizacije in tudi iz vse večjega prehoda v skrajnosti, nazaj v povezovanje. In tudi vsi so ugotavljali, da imamo torej bistveno večje potenciale, kot jih znamo danes izkoristiti. Zato pa je seveda v največji meri odgovorna sedanja vlada. No, zdaj, če se vrnemo k tem, kar ste povedali, ob odhodu iz stranke ste nekaj podobnega zapisali, povedali na nastopu na največji komercialni televiziji. Kmalu zatem je sledilo zelo osebno pismo predsednika SDS Janeza Janše, naslovljeno na vas. Če recimo tukaj smo lahko videli diametralno nasprotno sliko, kratko komuniciranje z gospodom Logarjem, celo vikal ga je, vam je poslal zelo osebno pismo, v katerem vas je spraševal, med drugim tudi, kako ste gledali potem na ta mandat Janševe vlade, a je bil res on oziroma njegova stranka tista, ki je razdvajala, glede na vse to, kar se je v času teh protestov dogajalo proti tej vladi, lahko rečemo v res nekem težkem obdobju, ne samo za Slovenijo, ampak za cel svet. Skratka, kako ste vi videli to pismo in a ste na njega odpisali? Predvsem, zdaj, mislim, da prvič celo komentiram to pismo, ker ste ga ravno že omenili. Prvič, očitno to pismo ni bilo namenjeno ne meni, ampak javnosti. Sicer bi bilo poslano samo meni, pa ni bilo samo meni poslano. Ampak mislim, da je bilo namenjeno predvsem zamegljevanju bistva, ki sem ga jaz sporočila pred tem. In to je, da smo ujeti
v žaljivo in sovražno atmosfero, ki nas vse skupaj vleče navzdol. In da je temu res tako, se je videlo tudi potem, ko sem se jaz odločila, da naredim ta korak v dobro Slovenije, da nekako vstopim neko drugo politično formacijo, pa ne zato, ker bi imela kakšne zamere. Jaz nisem šla zaradi tega ven iz moje nekdanje stranke. Jaz sem šla zato, ker dejansko čutim in globoko verjamem v to, da lahko naredimo spremembo. Pa kdo konkretno ne bi bil žaljiv in sovražen? Ni bila. Kdo konkretno ne bi bil žaljiv in sovražen? Glejte, jaz govorim o družbi nasploh. Poglejte, kaj se dogaja na družbenih omrežjih. Poglejte, kaj se dogaja. In sem imela še kako prav, ko sem to povedala. Kajti toliko žaljivih komentarjev, sovražnih komentarjev, osebnih komentarjev, ko doživljamo posamezniki, ne samo v političnem svetu, ampak tudi v drugih, tisti, ki so izpostavljeni in tako naprej, to je nesprejemljiva govorica. Jaz nikoli nisem pristajala na takšen nivo, ne glede na to, kdo izreka to. Ne glede na to, kdo izreka to. Mislim, da je tukaj to zelo močno enakomerno porazdeljeno po družbenem prostoru. Ampak to je nekaj posameznikov. To je nekaj posameznikov, hvala Bogu, to sem ugotovila. To je nekaj posameznikov, ki to širi, ki je rado očitno v tej energiji, bom rekla, negativnih čustev in emocij, medtem ko je večina ljudi želi neko normalno državo, v kateri se bodo dobro počutili, kjer bojo tudi radostni, konec koncev, kjer bojo lahko udejanjali svoje potenciale za vse to, za kar so se učili, delali, da jim pa država pripomore na ta način, da vzpostavi, da je država servis državljanom, obenem pa, da jim pomaga na ta način, da ustvari takšno okolje, da bodo znotraj njega lahko čim bolje funkcionirali. To je tisto, kar si jaz res osebno želim, da bi se zgodilo. Ampak kaj ste odpisali Janezu Janši, če ste mu? To pismo ni bilo namenjeno očitno meni, ampak javnosti. Moram povedati mogoče predhodno zgodbo, zato da bo jasno, jaz sem prva napisala pismo gospodu Janezu Janši. In začelo se je z dragi Janez. Jaz moram povedati, da sem veliko izjemno lepih trenutkov doživela v prejšnjem obdobju. Ampak jaz sem dosegla v sebi neko naravno, bom rekla, nekako naravno je dozorelo v meni, da tega v takšni konstelaciji, kot si jaz želim, da bi prosperirali v Sloveniji, ne morem več storiti. In jaz sem večkrat tudi opozarjala na poslanskih skupinah in tudi sicer pa ni bilo nekega posluha. Kaj pa konkretno, kaj ste opozarjali? Glejte, so zadeve, o katerih ne bom nikoli govorila, zato ker je takšen dogovor. Lahko pa rečem, da sem tudi predsednika stranke osebno, pa tudi poslansko skupino večkrat nagovarjala k temu, da bi bilo dobro, da malo spremenimo način delovanja. Govorite o socialnih omrežjih? Ne, govorim o samem bistvu delovanja politike. Da se moramo med seboj povezovati, da moramo med seboj sodelovati, da ne hodimo v kakršnekoli skrajnosti, zdaj govorim o celotnem političnem prostoru. To so pač stvari, za katere menim, da jih je nujno potrebno pretrgati, predvsem pa čutim, da je dozorel čas, da se bo to sčasoma tudi dejansko zgodilo in prelomilo. Mislim, da tudi vi to čutite, konec koncev. Tudi novinarji kasiramo marsikaj, bili bi presenečeni, kaj vse. Ampak, če se samo še malce zadržijo pri tem pismu, kot sem ga jaz nekako razumel, je želel povedati to, da je stranka SDS itak bila primorana v vsaki vladi v bistvu iskati povezovanje preko pola, če ne z Desusom, pa nazadnje s SMC-jem. Skratka, da so bili pripravljeni sodelovati in se povezovati z drugimi, ampak da so jih drugi izključevali. No, glejte, jaz sem bila prvič izvoljena za poslanko leta 2004 in takrat je bila oblikovana prva vlada Janeza Janše in takrat smo dejansko sodelovali preko Partnerstva za razvoj. In moram povedati, da smo... O SD-ju, ne? Tako je. In moram povedati, da smo takrat imeli zelo dobro sodelovanje in tudi jaz osebno sem kot poslanka pri nekaterih zakonih sodelovala in tudi nekako usklajevala določene stvari. Ampak na drugi strani pole je bil Borut Pahor, danes takega državnika verjetno ni. Na drugi strani.
Ja, glejte, politika se spreminja, to je nedvomno res, sploh ta slovenski politični prostor je zelo turbulenten, glede tega vemo, kako nastajajo stranke čez noč, potem jih umetno zgradijo 2 dni pred volitvami, potem pa naravno padejo, kar je čisto logično, če te zgradijo umetno, boš naravno padel, a ne, to je čisto narava, ne, naravna definicija je to. Tako da, ja, slovenski politični prostor ima ogromno izzivov in tukaj se kaže tudi, da nismo še čisto opolnomočena demokracija, kar smo si želeli takrat, ko smo se osamosvajali. Pravite, demokrati niso takšna stranka, ki bi jo napihnili umetno pred volitvami. Demokrati, to je rekel Anže Logar, bodo rasli vsem na očeh, od spodaj navzgor. Tako je. Kako zdaj to izgleda na terenu? Lahko poveste? Ja, lepo ste to povedali, mi res gradimo to politiko bottom-up, se pravi od spodaj navzgor. Stranko hodimo na teren, v petek bomo recimo v Novi Gorici, kjer bomo ustanovili oziroma se srečali s tako imenovanim iniciativnim odborom. Tam se pogovarjamo z ljudmi, izmenjamo stališča, vidimo, kje smo si blizu, predvsem pa skušamo ujeti utrip terena, kaj dejansko državljani potrebujejo, in to bomo mi potem unesli tudi v programske smernice, v rešitve. Morate vedeti, da mi smo imeli novembra ustanovni kongres demokratov, mislim, da je bil 16. november, takrat je predsednik stranke zelo lepo povedal, da bomo poleg tega programa, ki je nekakšen okvir, ki ga imamo danes, naredili še poseben, točno določen program z ključnimi rešitvami za posamezna področja. Sicer nekje, mislim, da bo programski ta kongres v mesecu oktobru, ampak na terenu mi vedno, ko hodimo, nas zanima tudi, kateri sta ena ali pa dve ključni lokalni problematiki tega okolja. Zato, da se znamo mi pripraviti in tudi vemo potem, kako bomo peljali rešitve naprej. Ampak kot ste povedali, res je, nam je pomembno, da gradimo stranko od spodaj navzgor. Mi nimamo nobenih stricev iz ozadja, smo sami, trdno stojimo za tem, kar delamo. Jaz osebno sem zelo ponosna, da sem del te stranke, ne nazadnje tudi podpredsednica te stranke, zato ker se mi zdi, da nas čaka še eno tako, sicer zahtevno, ampak tudi lepo obdobje. Na terenu pa se predvsem fokusiramo torej na te stvari, kar skušamo videti, kaj ljudje dejansko potrebujejo. In pri nas dejansko vsi člani sodelujejo pri tem nastajanju. So nekakšni, če tako rečem, so nekakšni ambasadori demokratov na terenu in mislim, da to delo zelo dobro opravljajo, zato ker so se z nami povezali in to tudi čutijo. Če ti čutiš, samo še to mi dovolite, da povem, kar se mi zdi pomembno, če ti čutiš stvari in da v tebi odzvanjajo te stvari, potem si lahko popolnoma suveren, v kakršnikoli situaciji. Če pa ti ni to imanentno s tabo, potem imaš pa lahko velike težave. Tako da mi se ne oziramo na to, kaj drugi govorijo o nas, kaj pišejo, ampak se usmerjamo v to, kaj lahko mi ponudimo ljudem, da bodo lepše in bolje živeli v Sloveniji. Praktično na vsakem terenu, kjer se pojavite demokrati, zraven gospoda Logarja stojite vi. Kakšen je vajin odnos? Vi, da sta bila, ne vem, koliko let prijatelja v SDS-u? Ja, kolega, prijatelja, tudi politična sopotnika, vidva sva isti letnik, jaz sem pol leta mlajša od njega, tako da malo počasneje staram. Ampak drugače pa, ja, midva sva vedno zelo dobro sodelovala, korektno, si znava tudi povedati stvari naravnost, kar je izjemno pomembno v takem odnosu. A ste začutila po vseh teh letih, ker sta ista generacija, je tudi to prevladalo? Pa ne vem, predvsem je prevladal ta odnos, ki ga imava eden do drugega, da se res slišiva in da tudi znava povedati stvari, ki jih mogoče nekdo drug ne bi izrekel, pa jih izrečeš zato, ker ti je mar in zato, ker veš, da je to dobro za nek proces, če tako rečem. Drugače pa midva z Anžetom, ja, se mi zdi, da sva se tudi dobro ujela po tej plati, bom rekla, tega ravnovesja, ki v politiki manjka. Če boste spremljali, govorim o tem ravnovesju med moško in žensko energijo. To je zelo pomembno in tudi v političnem prostoru pomembno. Tako da, ja,
dobro funkcionirava. Kar nevtralen opazovalec opazi, je, ne, da se na terenu zelo pogosto pojavljate zelo lepo, elegantno oblečena z živahnimi barvami. Ne. Kako pomemben je za vas izbor obleke in koliko časa porabite, preden greste na teren, za to, da se pravzaprav pripravite? No, če povem, jaz včasih niti 5 minut prej ne vem, kaj bom oblekla, ampak nekako po občutku ravnam in si mislim, mogoče je pa danes dober dan, da izboljša bo počutje, pa si nadenem živo barvo. Je pa res, da zadnje čase nosim mogoče bistveno več, ste dobro opazili, živih barv, kot sem jih v preteklosti. Ampak to se mi zdi, da je tudi nekako, res zbiram to glede na počutje. Se mi zdi pa pomembno, da si v stiku z ljudmi tudi urejen, da s tem pokažeš tudi odnos do funkcije, bolj iz tega stališča. Nimam pa stilistke, če ste me želeli to vprašati, se kar sama uredim. Ja. Pred 20 leti so vam nadali etiketo najlepše poslanke. Kako je bilo živeti s to etiketo? No, jaz bi se bala za državo, ki bi stavila na vladavino lepote namesto na vladavino prava ali pa pravičnosti. Zdaj, Anže Logar, nov način delovanja v politiki. To, kar ste danes že večkrat povedali, ampak nekako se mi zdi, da gre očitek tudi ljudi iz desne sredine, ki so morda Logarju v preteklosti namenili glas, v smeri, da se premalo jasno opredeljuje, da postaja preveč pahorjanski, da je morda to zaleglo v predsedniški tekmi, ampak da zagotovo pa ne bo na parlamentarni tekmi. Skratka, da je postal preveč mlačen, preveč brezbarven. Kako vi gledate na te očitke? No, jaz pa menim ravno nasprotno. Ampak treba je preobraziti malo način mišljenja, razmišljanja in potem bo tudi drugim jasno, da Anže Logar še zdaleč ni mlačen, ampak je zelo jasen v svojih odgovorih. Bom povedala na tem primeru. Ponavadi mediji, tudi v soočenjih in kjerkoli prav, tudi medijski prostor je pozicioniran tako, da prav želi nek konstanten konflikt in ljudje so se že kar navadili, da če ne napadaš, potem nimaš jasnega stališča. To absolutno ne drži. Ti lahko neko nestrinjanje ali pa svoje mnenje ali pa rešitve poveš tudi tako, da nikogar ne napadaš, ampak preprosto samo poveš, kaj ti meniš in čutiš, da je najbolje za državo ali pa za neko situacijo v tistem trenutku. In Anže Logar to zelo lepo pove. Treba samo prisluhniti tem stvarem in ko bodo pa še programske smernice povsem jasne in ko bodo prišla soočenja, ne se bati, mi bomo imeli stvari zelo dodelane, zelo pripravljene, strokovno podkovane, tudi s strokovnimi prijemi dodane v smislu analize in potem seveda tudi rešitev. Tako da ne dvomiti v to, da bomo svoje delo zelo dobro opravili. Stranka Demokrati v tem, iz tega vidika drugačna kot vsi ostali novi obrazi slovenske politike, kjer se vse vrti okrog ene osebe. Torej, a se tukaj ne bo vse vrtelo okrog Anžeta Logarja, ne bo stalno on nastopil. Ta hip se kot Demokrati povsod pojavlja praktično samo. Ja, seveda se je prvo... Vas smo videli zelo malo do zdaj. Se je prvo ime je Anže Logar te stranke, ampak kot že rečeno, zraven je pa še veliko ljudi, ki niso tako vidni, ampak zelo močno vpeti v to, da se nekaj spremeni v tej državi in na to sem jaz zelo ponosna. Poglejte, menite, da ljudje, ki so vam v preteklosti dali svoj glas, po tej levi vladi, ki nekako tepta vladavino prava, rovari po državnih institucijah, kar konec koncev ugotavlja KPK in drugi neodvisni organi, a menite, da si ti volivci res želijo sodelovanja s to isto stranjo po naslednjih volitvah, s to stranjo, ki nam ta hip vlada? Govorimo o 3 strankah, ne samo o Svobodi. Lejte, prvič, kar se bo zgodilo po volitvah, je zdaj, mislim, da res preuranjeno govoriti. Mislim, da se mora vsak predvsem ukvarjati s tem, kaj bo on naredil, da bomo vsi skupaj bolje živeli, ker danes je situacija takšna, kot je. Vidimo, da ta vlada ne dela dobro, predvsem imamo težave, saj jaz osebno to vidim, največji problem v tem, da kljub
tako veliki večini, kot jo imajo v državnem zboru, niso bili sposobni praktično izpeljati nobene reforme. To vidim kot velik problem, to bo vse čakalo naslednje vlade. Torej mislite, da to ne bo leto reform, kot napovedujejo? A imate občutek, da je to leto reform? Smo šele februarja, počakajmo. No, to je res, dajmo počakati še malo. Zdaj, a menite, da je povezovanje prek polov v Sloveniji, glede na naš zgodovinski spomin, možen? To povezovanje, a ne tudi v luči polarizacije družbe, ki jo spremljamo v globalnem smislu, ne? Razklanost, ne? Tudi v ZDA smo to videli, zelo bitke na nož med demokrati in republikanci. Zdaj prihajajo volitve v Nemčiji. Skratka, kaj menite? Ja. Situacija je zelo resna, pa tudi zelo zahtevna. Obenem pa jaz mislim, da smo preveč polarizirani, to hromi vse naše potenciale na različnih nivojih. Ta polarizacija je tako močna, da gre ponekod že zelo v skrajnosti, kar pa ni nikoli dobro. Skrajnosti niso dobre. Skrajnosti so zaprte same vase, se ne morejo odpreti, nimajo širine, kar pomeni, da nimajo potenciala. In to seveda ni dobro za družbo, v kateri živimo. Mi si pa želimo ravno to, da znotraj te polarizacije, ker vemo, da, tako bom rekla, vemo, da približno 50% ljudi ne hodi na volišča, na volitve, da vzbudimo te ljudi, torej to sredino, če tako rečem, ki si najbolj od vsega želi, vsaj tako jaz čutim, ko grem na teren, ki si od vsega najbolj želi, da bi lahko dejansko živeli svoje življenje. A se razumeva? Mi moramo način razmišljanja malo spremeniti, mi moramo vzdušje spremeniti v državi. Danes to vzdušje ni dobro. In kaj je problem današnjega političnega prostora, poleg pretirane polarizacije, ki gre v skrajnosti v obeh smereh? Ključen problem je ta, da mi delamo, se opravičujem, zdaj sem pa malo nič izgubila. Skratka, vprašanje je bilo, ne, v luči globalne polarizacije, ki smo jo priča, ne, se pravi, a vi res mislite, da smo mi kot družba, glede na trende, ki gredo v obratni smeri, da smo mi zreli za neko povezovanje in neke velike koalicije? In ali so sploh učinkovite takšne velike koalicije? Lahko? Ja, jaz mislim, da je to povezovanje možno. Ne samo, da je možno, ampak da bo nastopil nek prelom, ki se bo zgodil po moje kar v kratkem. Zakaj ne bi bila Slovenija tista, ki je prva, ki dela takšne prelomne stvari? No, pa se ni prva, ne? No, ampak ne v smislu povezovanja čez pola, ampak tudi z nekim drugim načinom, pristopom delovanja v politiki. Torej, da ne gremo zob za zob, kot sem že prej rekla, pa sovraštvo na sovraštvo, žaljivka na žaljivko, ampak da skušamo najboljše potegniti iz sebe, kar lahko in kar kot posamezniki lahko damo. Torej, jaz mislim, da tukaj ta polarizacija nam je v škodo, kar pomeni, kaj je odgovor na to? Večja stabilnost političnega prostora in pa predvsem povezovanje na sredini. To si ljudje absolutno želijo. Predsednik vaše stranke Anže Logar je enkrat dejal v preteklih tednih, da desna vlada nima smisla, desna sredinska, zato ker bi imeli od prvega dne kolesarje. Pa vas bom malce izval, ne? A če bi SDS, NSI pa demokrati skupaj dosegli 46 mandatov, a res ne bi šli v tako vlado? Glejte, jaz vam bom pa tako odgovorila. In to z razmislekom. Če pogledamo vse volitve do sedaj in poznamo zgodovino teh volitev, lahko vidimo, da smo imeli veliko manjšinskih vlad v zadnjem obdobju. In zelo težko je bilo delati. Jaz verjamem, da je bilo predsedniku vlade, nekdanjemu Janezu Janši, zelo težko delati v takšni koaliciji, sploh glede na situacijo, v kakršni smo bili, s covidom in tako naprej. Jaz sem bila del te koalicije in vem, kako težko je bilo vsak glas napraskat, če tako rečem, pri določenih zakonih. Jaz mislim, da o tem se bo odločalo absolutno takrat, ko bo aritmetika jasna po volitvah, ampak vendarle mislim, da je lahko tukaj priložnost tudi povezovanja čez pol, zaradi tega, ker to lahko verjetno oblikuje tudi večjo, v bolj širino
izpeljano koalicijo, ampak kaj je nujno potrebno narediti, če pride do tega? Nujno je potrebno se dogovoriti za ključne projekte, ki jih bomo izpeljali skupaj v obdobju 10 let, temu mi pravimo uspešna Slovenija v obdobju 10 let, in znotraj tega potem iskati skupne točke, kjer se pa res kot narod lahko povežemo in poistovetimo. In to nas bo zagotovo peljalo navzgor in bo imelo bistveno večji potencial, kot če se zapiramo pred temi možnostmi. Ampak, gospa Irgl, sestavni del politike so tudi ideološka vprašanja. Velika koalicija, nekdo z desne, nekdo z leve. Kako bi v Sloveniji izgledalo to, ko bi se ustavili pri ideoloških vprašanjih? Začenši s pokopom žrtev povojnih pobojev, ukinitvijo muzeja, dneva, ki ga je uvedla še prejšnja Janševa vlada. Konec koncev pri razmejitvi javnega in zasebnega zdravstva. Bi tam velika koalicija padla? Vejte, jaz mislim, da je ravno smisel takšne velike koalicije, sploh po tako turbulentnem obdobju in vseh teh vladah, ki niso mogle izpeljati ključnih stvari, ravno zaradi tega, bodisi ker so bile manjšinske ali pa so bile preveč, ideološke, tako kot je tudi zadnja vlada, sploh zaradi pozicije levice v koaliciji. Ampak ravno zaradi tega menim, da je potrebno najprej, ko gremo v pogovore po volitvah, oblikovati jasen načrt, ki ne bo se dotikal ideoloških vprašanj, ampak se bo dotikal vprašanj, ki so bistvena skozi rešitve za ljudi in posameznike. Bom pa še to vam odgovorila, ker ste omenili ravno področje povojnih pobojev. To so teme, ki so globoko zaznamovale slovenski narod. Jaz sem veliko svojega napora vložila v to, da bi nekako razumeli, da je te rane potrebno zapirati. Ne jih odpirati, ampak zapirati na način, da je osnovna civilizacijska norma, da vse svoje mrtve pokopljemo, da je grob neodtujljiva pravica. Tukaj je neke korake zagotovo delal nekdanji predsednik države Borut Pahor, tukaj sva si mogoče po politični plati zelo blizu, imamo podobno razmišljanje. Jaz sem večkrat omenila, da je potrebno zaključiti z elementi pravičnosti oziroma tranzicijske pravičnosti. To je diagram, ki je nastal ne pri nas, ampak na švicarskem zunanjem ministrstvu, ki govori o tem, kako je pri narodih, ki so šli skozi tako travmatična obdobja, pomembno, da se krog elementov tranzicijske pravičnosti sklenejo. To je pravica vedeti, pravica do zakonitosti, pravica do poprave krivic in pa ne nazadnje zagotovilo o neponavljanju. Ampak jaz verjamem, da se, tako kot sem jaz veliko pridala k temu, kot političarka v svojem času, tako kot je nekdanji predsednik veliko pridal. Danes vem, da smo bili na pogovorih, tudi predsednica države gre v smer, da bi morali zapreti to poglavje in dejansko, vse svoje mrtve pokopati. To so take duševne bolečine posameznikov, ki morajo biti rešene, ker mi moramo odvreči breme preteklosti. Nedvomno. To je zelo pomembno. Šele ko odvržeš breme preteklosti, lahko zadihaš potem prihodnost s polnimi pljuči. Temu, želeli še kaj dodati? Ne, vse v redu. Temu, kar se vi zdaj greste, je Janez Janša rekel Virantovanje 2. Ampak na drugi strani pa se je oglasil tudi Milan Kučan, ki pravi, da ni čas za veliko koalicijo. Pa tudi Gibanje Svoboda je povedalo, da ste vi Janšov satelit. Kaj ste torej vi? Lejte, mi smo stranka, ki ponuja, stabilno in prihodnost, ki je v ravnovesju in v skladu z nekimi pravičnimi in transparentnimi rešitvami. Ampak zdaj gospod Milan Kučan pravi, da ni možno sodelovanje preko sredine. Vas so mislili na desno. A menite, da bodo levi sploh upali iti z vami sestavljati kakšno koalicijo, če se je oglasil prvi predsednik države, nekdanji šef partije? Glejte, jaz menim, da je prvič skrajni čas, da se vsak postavi na svoje noge,
da tudi na levici začnejo razmišljati svojo glavo in da se opolnomočijo kot stranke. Mislim, da bi morali ta napredek že zdavnaj narediti in ta miselni preskok, ne da so odvisni od posameznikov, ki so vrsto let krojili politični prostor. Jaz sem zelo suverena oseba, neodvisna in se mi zdi, da je to tudi temelj demokracije in demokratičnih odločanj. Tako da je to zelo pomembno, da vsaka stranka lahko zase odloča tako, kot meni, da je najbolj prav. Ste pa omenili tako imenovano pozicijo satelitov, s tem nas vsi obkladajo, da smo satelit nekoga. Jaz pa lahko rečem, da mi nismo niti satelit desnega pola in niti ne satelit tako imenovane globoke države, zdaj to slišim, da nam skušajo pripisati, ampak smo stranka, ki razume, da je potreben premik v načinu političnega delovanja, zraven pa seveda z ključnimi rešitvami, ki jih bomo ponudili. Da bom pa zastavil eno zelo težko vprašanje. Ja. Iščete povezovanje prek sredine, potem morate tudi pri političnih tekmecih nekako iskati dobre stvari. Povejte mi, kaj dobrega je naredila Golobova vlada? Ja, je kar zahtevno vprašanje to, ja, priznam, ampak glede na to, da sem sama človek, ki res iščem vedno tudi v bolj slabih stvareh vsaj kanček tistega dobrega, pa lahko rečem, da saj mi smo podprli kot opozicija nekaj zakonov, ki jih je ta vlada pripravila, ampak mogoče bi ne šla v samo, oziroma bi rekla tako, ne, mogoče bi izpostavila, da so odprli nekatere teme, ki prej niso bile tako prisotne v političnem prostoru in je to dobro. Katere? Odprli so temo recimo zdrave prehrane, to se mi zdi zelo pomembno. Je pa problem, ker so, bom rekla, na nek način napačno to lansirali v javnost. Z napačnimi pristopi, predvsem pa preveč rokohitrsko. Pomembno se mi zdi izpostaviti, da se pripravlja zakon o psihoterapiji. Jaz upam, da bo dober. Jaz sem se z veliko ljudmi pogovarjala. To so stvari, ki že 20-30 let niso urejene. To se mi zdi pomembno. Zlasti z vidika, ker imamo velike težave, zlasti med mlado generacijo glede duševnega zdravja v povezavi z nekemičnimi odvisnostmi. Tukaj govorimo o izzivih interneta, medmrežij oziroma družbenih omrežij in tako naprej. Veste, da se posamezniki soočajo z hudimi težavami. Mi smo pred časom imeli prav v platformi sodelovanja okroglo mizo, ki sem jo jaz pripravila prav na temo duševnega zdravja. Mislim, da smo bili edini in prvi v politiki, ki smo se s tem resno ukvarjali. In se bomo tudi še naprej. No, ampak sem želela samo povedati, da to je recimo dobra plat vsebinska, ki so jo načeli. Tretja stvar je pa mogoče tudi to, ko so odprli odnos do živali, ampak so spet naredili še večji problem potem Jaz se spomnim, da smo tukaj gostili človeka, ki so mu odpeljali krave, ne pa mu jih potem vrnili. Se pravi, oni so odprli neko temo, niso je pa znali na pravi način odpreti, oziroma to je bilo nesprejemljivo, kar se je zgodilo. To je bilo nesprejemljivo. Potem sploh prav, da so te teme odprli? Ne, seveda je prav, vse smo v prostoru, kjer je treba odpirati določene teme. In jaz govorim predvsem o odnosu do živali, ne o drugih stvarih. Ampak to so teme, seveda se v političnem prostoru se moraš pogovarjati o različnih vsebinah, ampak mogoče bi omenila tukaj še to, kaj pa jaz smatram, da so bile pa ključne strateške napake že takoj, ko je ta vlada nastopila mandat. To so pa bile, da so ukinili demografski sklad, ki ga je prejšnja vlada postavila. Vemo, da smo družba, hitro se starajoča družba, še sploh Slovenija, in imamo tukaj velike izzive. To se mi je zdelo popolnoma nesmiselno, da kaj takega narediš. Druga stvar, recimo, se mi zdi, da je bila strateška napaka že takoj ukinitev avtocestne policije. Spomnite se,
kakšne dolge vrste, kolone ljudi, ki so bili živčni, kar jaz razumem, ker če rabiš ti 3 ure za na pot v službo in 3 ure nazaj, potem je res to problem. In tretja stvar, to ste pa mislim, da že vi sami tudi omenili v tekom pogovora, ta ukinitev dneva spomina na žrtve komunizma. To se mi zdi, da si nobena vlada ne bi smela privoščiti. Tukaj gre za civilizacijsko vprašanje, za pietetno vprašanje in mislim, da je ravno nekdanji predsednik države, skupaj sva bila na tem prazniku 23. avgusta ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov, ko je povedal, da naj spremenijo to odločitev in jih pozval, ker je to nujno, ker tega si nobena vlada iz etičnega in političnega smisla ne bi smela nikoli dovoliti. Dovolj dolgo ste, gospa Irgl, v politiki, da vas lahko vprašam, kako se je politika in tudi diskurs v državnem zboru v 2 desetletjih, odkar ste vi njegova članica oziroma poslanka, spremenil, ne? V zadnjem času smo priča takšnim in drugačnim gostilniškim debatam, kričanju, odvzemanju besede, kršenju vseh možnih poslovnikov. Dr. Miro Haček je bil tudi tukaj v tem studiu zelo kritičen. Tako slabega vodenja še nisem videl v zgodovini. Gre za popoln razpad norm in vrednot tudi strani predsednice državnega zbora. Kako pa vi vidite vodenje državnega zbora? No, zagotovo lahko rečem, da ta državni zbor, ta sklic državnega zbora se sooča z zelo težkimi izzivi, mogoče tudi zaradi tega, ker praktično je zelo malo ljudi v največji poslanski skupini, ki bi bilo kdajkoli prej v politiki. Tudi predsednica državnega zbora nenazadnje ni bila predtem niti en dan v političnem prostoru in seveda je težko verjetno začeti svojo politično kariero na drugem najvišjem položaju v državi. Tako da jaz to zdaj malo vseeno z rezervo jemljem, se pa strinjam s tem delom. Verjetno je tudi gospod Haček, ki je omenil v zvezi s tem, da je pa treba, ko si na takšni funkciji, spoštovati funkcijo. Jaz nikoli nisem ocenjevala ljudi po tem, katerega spola so, se pravi, kdo je na takšni funkciji, ker zdaj govorijo, zdaj imamo prvo predsednico državnega zbora, imamo prvo predsednico države, prej smo imeli tudi prvo predsednico vlade. Torej, jaz nikoli nisem funkcije ocenjevala na podlagi tega, kakšnega spola je kdo, ampak po tem, kako profesionalno, kako odgovorno opravlja svoje delo in, bom rekla, predvsem kako predstavlja državo navzven. To so mi bistveni momenti. In moram reči, da v tem zadnjem mandatu imamo kar zanimive izzive, predvsem kar se tiče nivoja razprav. Jaz se niti ne želim vpletati v te dvoboje, v te konstantne konflikte, ampak preprosto, ko se prijavim k razpravi, vstanem, povem svoje stališče, predvsem pa skušam najti tudi določene rešitve za temo, ki jo obravnavamo. Pa tudi sicer, vi se boste spomnili, jaz sem bila dolgoletna predsednica Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti in tam sem oblikovala neko skupnost tudi poslancev, potem pa tudi ostalih, ki so prišli na sejo kot gostje, kjer so se ljudje počutili varno. Ne glede na to, z kakšne politične opcije so prihajali, in vedno sem vzdrževala nek visok nivo kulture govora in to sem ne zahtevala, ampak sem si želela tudi ostali. Od ostalih in počasi so tudi vsi poslanci, ki so bili del te komisije, začutili, da je to res prava pot in da lahko več naredimo, če se tudi drugače pogovarjamo. In tudi marsikaj ste postorili, ne, recimo borili ste se konkretno, vem, to sem jaz kot novinar pokrival, borili ste se za pravice slabovidnih, ne? Tudi, ja. Ampak mediji pa se zdi, osrednji mediji, da so vas vztrajno ignorirali, ne? Kljub dobremu delu. Zakaj mislite, da je bilo tako? Zato, ker so se šli svoj boj s največjo opozicijsko stranko, SDS, ali pa prej največjo vladno stranko, ali je kaj tretjega, ne vem, da ste bili nekoč novinarka, pa so vas zato dali na stranski tir? Jaz preprosto mislim, da mi imamo malo zmešnjave v percepciji do vsebin.
Mislim, da pri nas tudi novinarji bolj gledajo na to, kako je kdo ekscesen, kako se izraža v parlamentu, in da so tudi poslanci kot taki ugotovili, da se pojavijo v medijih, če uprizorijo neke vrste šov. Potem je to medijski dogodek in prvovrsten medijski dogodek. Če pa delaš dobro, si, bom rekla, izpostavljaš vsebine, ki so res pomembne za ljudi, jih tudi rešuješ, tako kot ste omenili primer slepih in slabovidnih. To je bila krivica, ki se je dogajala, 17-18 let. Potem pa ravno zaradi mojega vztrajanja se je ta krivica popravila. Potem vidiš, da gremo dejansko v napačno smer. Torej, mi vsi skupaj moramo malo preokreniti te prioritete in tudi v medijskem prostoru konec koncev in začeti poročati tudi o stvareh, ki so res dobro narejene in so bile v korist ljudem. Nekaj kratkih vprašanj čisto za konec, ker se nama čas izteka. Bili ste novinarka na RTV-ju, a bi se še podali ven iz politike, kam nazaj v novinarstvo, v kaj tretjega, ne vem. Ampak, a veste, da jaz sem sicer zelo rada delala na RTV-ju, tudi za mojo prvo oddajo, ki sem jo vodila, TV Geni, sem bila nominirana za najobetavnejši obraz. To je bila ta Viktorij. In takrat je tega Viktorja dobila Manica Janežič Ambrožič. Še danes se spomnim tega. Skratka, jaz sem zelo rada delala na televiziji, ampak če me pa vprašate tako bolj čustveno, s čim sem bolj povezana, oziroma kaj raje delam, kaj jemljem kot večje poslanstvo, je to zagotovo politika. Ker tudi sicer, če me že vprašate, sem imela rajši kot medij raje radio kot televizijo. Sami ste prej omenjali, kako gre včasih debata v parlamentu na nož, nekateri delajo za šov, kamere so seveda prižgane, tega se poslanke in poslanci zavedajo, ko se ugasnejo, a ste tudi tako na nož med seboj različno misleči, a je to drugače? A veste, da mi spet sem soočena z vprašanji, ki pravzaprav ne bi smela biti namenjena meni, zato ker jaz sem tip politika, ki sodelujem z ljudmi, s katerimi se pogovarjam, tam, kjer pa začutim, da ni prostora za neko medsebojno spoštovanje, potem pa pač preprosto delam svoje stvari naprej. Lahko pa date neko splošno oceno, ko jih opazujete poslanke in poslance. A so mislim, tako na nož tudi, ko se kamere ugasnejo? Mislim, da ne, ali pa ne vem. Glejte, to je zdaj. Bi pa rekla, da predvsem na začetku se mi zdi, da je bilo kar malo, so bili rezervirani poslanci Svobode do opozicijskih strank. Ker so bili novi, ne? Ne vem, če zaradi tega, ampak mogoče je bilo tudi malo sugerirano. Ja. Zdaj, tekom debate ste večkrat povedali, kaj, če boste imeli priložnost sestavljati vlado, boste demokrati naredili. Ste zelo prepričani v svoj uspeh, ne? Kako prepričani ste v svoj uspeh? Glejte, jaz bi tukaj kar podprla besede predsednika stranke Demokrati, ki je povedal, da absolutno gremo na več kot 20 poslancev. Jaz mislim, da je naš potencial pa še bistveno večji. Po volitvah, če boste demokrati res tako uspešni, kakšna politična funkcija bi vas zanimala? Ne vem, bi bili predsednica Državnega zbora, bi bili raje ministrica, če ja, kakšna? V tem trenutku se s tem ne ukvarjam, ampak se ukvarjam s tem, kako bomo, bom rekla, naredili najboljše rešitve za ljudi. Mislim, da je to je ključen del tudi politike. Mogoče bi tukaj rekla samo to, da nekoč so naredili eno analizo za države Evropske unije o tem, katere vrednote so jim najbližje. In večina, mislim, bom rekla, predvsem skandinavske države, oziroma večina držav je povedala, da jim je najbližja vrednota družina na prvem mestu, tudi Sloveniji je bilo tako, ampak večina skandinavskih držav je pa zanimivo uvrstila na drugo mesto politiko kot vrednoto. Pri nas, na katerem mestu mislite, da je bila uvrščena? To pa res ne vem. Na zadnje. To pomeni, kakšen odnos imamo do politike,
čeprav jaz sama v sebi globoko verjamem, da je to delo za skupno dobro dejansko. In to mi želimo tudi pokazati. Razumem pa, da je lahko na zadnjem mestu zaradi tega, ker so ravnanja v političnem prostoru takšna, da dobiš nek odpor do političnega kot takega. Ampak to se da vse spremeniti in mi to delamo. Morda samo še kratko vprašanje, kako gledate na postopek izbora novega varuha človekovih pravic? No, tako bom rekla, midva z Anžetom Logarjem sva bila na pogovorih pri predsednici države, ki predlaga varuha človekovih pravic. Mislim, da bo to zelo zahteven postopek, zaradi tega, ker potrebuješ več kot 60 glasov, dvotretjinsko večino poslank in poslancev. In mislim, da je 14 prijavljenih kandidatov, zdaj se bo sicer naredil nek ožji izbor, ampak seveda predsednica države, jaz upam, da bo predlagala nekoga, ki bo tudi v tem smislu povezoval. Špekuliralo se o Mihi Lobniku? Glejte, špekulira se o marsikomu, jaz to ne bi komentirala, ker smo tudi dogovorjeni, da same vsebine konkretno ne komentirali. Lahko pa povem, da si pa želim, da bi varuh človekovih pravic bil oseba, ki si zaveda svoje odgovornosti, ki je glas dejansko ranljivih skupin in tistih, ki ponavadi niso slišani dovolj, predvsem pa, da bo pripeljal ta prostost, transparentnost in pravičnost. In ne ideoloških obravnav. To se mi zdi ključno. Gospa Eva Irgl, hvala za obisk na Domovini in veliko uspehov. Hvala tudi vam za povabilo in vse dobro. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost in se vidimo prihodnji teden.